Spoštovane gospe in gospodje, najlepša hvala, ker ste se odzvali na našo novinarsko konferenco, kjer poskušamo predstaviti posamezna delovna mesta, ki so še posebej prikrajšana ali, če hočete, katerih delo ni ustrezno ovrednoteno, kar se že dalj časa vleče. Kot se spomnite, smo prejšnji teden predstavili eno nišo, to je vzgojiteljev v vzgojnih zavodih, kjer so otroci, kot veste, 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 365 dni v letu, in kako zahtevne so te naloge, ki jih opravljajo v teh zavodih. Danes smo povabili kolegice, ki so vzgojiteljice predšolskih otrok na delovnem mestu pomočnika. Imajo seveda izobrazbo in opravljajo izjemno zahtevno delo. Prosil sem jih, da na nek način predstavijo to situacijo, katero živijo nekatere že desetletja, druge pa nekaj manj. Pripravili smo vam tamle tudi nekatere izpise plač, iz katerih boste videli, da tudi nekatere, ki so danes z nami, imajo doplačilo do minimalne plače, ker jo svojo plačo ne dosegajo. Če se na začetku in potem dam besedo, obrnem še na včerajšnji odgovor Vlade Republike Slovenije na naše stavkovne zahteve. Podrobno ga še proučujemo in bomo nanj odgovorili v ponedeljek na novinarski konferenci. Moram pa reči, da je odgovor bizaren. V niti enem stavku se ne nanaša na naše stavkovne zahteve, kar je po zakonu o stavki bi bilo edino smiselno, da se vlada opredeli do naših stavkovnih zadev. O vsem mogočem govori, o investicijah, ne vem, vsem čem, ne vem, kaj ima to z našimi zahtevami, ampak seveda tisto, kar je pa skrajno problematično, je pa cel kup manipulacij z številkami in trditvami, ki so tam noter zapisane. Če omenim samo eno, češ da naj bi bilo vzgoji izobraževanja zaposlenih 90 000 ljudi, bi prav rad videl, kje so dobili to številko. Upam, da se bojo za njo opravičili, in takih je, kar se tiče plač in trditev, ogromno. Moram reči, da tako bizarnega odgovora na stavkovne zahteve v 30 letih še nismo prejeli. Ampak o tem v ponedeljek. Danes se bomo posvetili pomočnicam vzgojiteljic, ki seveda, katerih naloga se je zdaj v času covida še dodatno, bom rekel, zaostrila in izpostavila. Če samo izpostavim sam to, da so nekatere pomočnice vzgojiteljic po cele dneve same v oddelkih, pa po zakonu sploh ne bi smele biti, pa prevzemajo popolno odgovornost za 10-15 otrok, ki jim starši zaupamo za polovico dneva, na koncu pa dobijo minimalno plačo, potem je vsaka trditev, da so naše zahteve neutemeljene, po moje popolnoma nima nobene teže. In jasno je, da se tu želi pogledati stran, ko govorimo o pomočnicah vzgojiteljic, ne želi se videti, da kolegicam nalagamo skrajne odgovorne naloge za minimalno plačo ali malo nad minimalno plačo po dolgih letih dela in izkušenj. In to je eden od razlogov, da smo v stavki, in to bo lahko eden od razlogov, da bomo stavko tudi zaostrili, tudi v vrtcih, če ne bo prišlo do nekega elementarnega razumevanja na drugi strani, da tako naprej več ne more iti. In seveda tukaj računamo tudi na podporo staršev, ki dobro vedo, kakšno delo opravljajo.
To je vse. Zdaj bom prepustil besedo našim gostjam in najprej bom prosil, da k mikrofonom pride kolegica Maja Hebar, ki se bo tudi sama predstavila. Kar prosim. Bomo se premikali, zato da vam poenostavimo delo. Pozdravljeni. Sem Maja Hebar, prihajam iz vrtca Otona Župančiča Maribor in sem pomočnica vzgojiteljice. Svoj poklic opravljam 14 let, že 8 ur vsak dan z velikim veseljem in z veliko empatije. Moje delo je zahtevno, naporno, predvsem pa zelo odgovorno, saj delam za najbolj občutljivo populacijo ljudi, in sicer z otroki, starimi od 11 mesecev do 6 let starosti. Pri svojem delu želim vsak dan znova zadovoljiti vsem potrebam in željam otrok in prav tako njihovim staršem, kateri imajo velikokrat individualne želje. Pomočnice vzgojiteljice vsak dan sprejemamo otroke na vratih z nasmehom in z dobro voljo. Otroke objamemo, jih ljubkujemo, negujemo, pestujemo, previjamo, hranimo, sodelujemo v vseh dejavnostih znotraj skupine, sodelujemo v vseh obogatitvenih dejavnostih, jih vzgajamo, učimo, kar je pa najbolj pomembno. Skrbimo za varnost 14 malih ali 24 velikih otrok, velikokrat same. Smo desna roka vzgojiteljic. Vse to in še mnogo več je moje delo kot delo pomočnice vzgojiteljice, za katero pa ob koncu meseca dobim dodatek do minimalne plače. A se vam to, dragi starši, uslužbenci na ministrstvu in vladi zdi sprejemljivo? Za tako zahtevno in odgovorno delo, kot je delo pomočnice, dobim minimalno plačo, s katero zelo težko preživim. Izpostavljene smo vsem boleznim v vrtcih. V času epidemije pa je bilo stanje v vrtcih nevzdržno. Z otrokom smo 8 ur vsak dan, otroka moraš objeti, si v tesnem stiku z njim. In zdaj smo same zbolevale za epidemijo COVID-19. Oddelki so bili praktično skoraj brez kadra. Velikokrat smo delale kot vzgojiteljice same ali smo delale v vrtcih po drugih skupinah, zato pa nismo dobile niti centa več. Pa še to, kljub rednemu izobraževanju, vsem usposabljenim in vseh seminarjih, ki se jih udeležimo, pa naše plače ostajajo nespremenjene. Napredujemo lahko zgolj z ocenami in še to na vsaka 3 leta za en plačni razred više, kar v praksi pomeni le 20 evrov več. Če se vam to zdi normalno, meni se ne. Hvala za vašo poslušnost in prosim za podporo vseh ljudi, ki nas vsaj malo spoštujete. Hvala lepa, Maji, in zdaj bom prosil Darjo Toplar, ki prihaja iz Moravskih Toplic. Darjo, izvolite. Lepo pozdravljeni, sem Darja Toplak, prihajam iz vrtcev občine Moravske Toplice, kjer delam že 14 let z vso zavzetostjo in srčnostjo. Res z veseljem grem v vrtec, opravljam to delo. Vsak dan je tudi vrtcu drugačen, od nas zahteva non-stop nekakšna prilagajanja, sploh aktualnim razmeram. Poleg tega pa ostanejo seveda vse naloge in otroci tam, kjer so. Vse je treba opraviti enako. In kot je že povedala kolegica, veliko izpadov, veliko bolniških je bilo zdaj, včasih tudi nerešljivo, kako nadomestiti. Ostale smo same v oddelkih pri 12 ali pa 24 otrokih, kakor je pač katera kje je zaposlena. In tega se nikjer ni odražalo, ne v plačilu, nikjer. Delali smo vse, izpostavljeni non-stop, nenehnemu okužbam pač in vsemu temu. Nikjer nihče ni testiral otrok, ni vprašal starše. Bili smo pripravljeni na vse, vedno smo jih sprejeli odprtih rok, jih obvarovali vsega drugega. Tako smo tudi vsak dan s svojimi sodelavci z vso strokovnostjo si prizadevali, da otrokom, ki so mi zaupani, omogočamo seveda kakovostno vzgojo še naprej, kar mi je tudi, za kar se res prizadevam, da je naprej še tako, oziroma da smo še boljši, ampak s tako plačo res to ne bo šlo. Z mislijo na čim večjo dobrobit otrok
si seveda v prihodnje želimo ohraniti zelo visoko raven naše predšolske vzgoje. Vendar pa res ne za plačilo, ki je sramotno nizko za naše opravljeno delo. Kljub potrpljenju, dobri volji in prizadevanju se enkrat mora vrednotenje našega dela spremeniti in realno vrednotiti. Res je že pravi čas. In tale čas koronavirusa je pred nas postavil posebne zahteve in prilagajanja tem aktualnim navodilom, ki smo jih bili deležni non-stop za upravljanje našega dela. Ves čas smo bili z otroke, kot sem ponovila, že izpostavljeni nevarnosti okužbe, saj nismo delali v zaščitni opremi nekakšni kot kje druge. Otroci so prišli, bilo jih je veliko, tudi otrok ni nekaj bilo manj, tako da res smo bili v pomanjkanju. Naše delo pa je spet bilo seveda neopaženo in nenagrajeno. Hvala. Hvala lepa tudi Darji. Zdaj bom prosil Špelo Štempelj, mi dokler gremo na sončno stran, prihaja iz Primorske. Špela izvolite. Hvala lepa. Pozdravljeni, sem Špela Štempelj. Prihajam iz vrtca Morje Lucija. V vrtcu imam 4 leta delovne dobe uradno, nekaj več, kar sem delala še preko študenta. In vsak mesec dobivam dodatek do minimalne plače, vsaj 20-30 evrov. Torej, s 5. stopnjo izobrazbe, z odgovornim delom, ki ga imamo pomočniki vzgojiteljev v vrtcu, skrbimo za našo prihodnost, dobivam dodatek do minimalne plače. Mladi, jaz mislim, da poleg mene je še marsikakšen mlad, ki si želi upravljati to delo, ga začuti, ker v vrtcu ne delajo ljudje, ki tega ne čutijo, tako kot ni vsak za kirurga, ni vsak za avtomehanika, niti ni vsak za delo v vrtcu. Se mi zdi, kot vidim, da odhajamo iz tega poklica. Ker za odgovornost 14 oziroma 24 otrok, kot sta prej kolegici že povedale, je nek minimalna plača. Takšna plača se ti ne zdi vredno. Kljub temu, da ti otroci dajo polno, da smo v tem poklicu s srcem, je to pač, mislim, da nesprejemljivo, ker dajmo roko na srce. V končni fazi pa vsak od nas dela za denar. Vsak od nas dela zato, da bo lahko preživel. Zaradi tega, da bomo lahko še mogoče več kot samo preživeli. Da bomo od dnevov, ki jih pač so nam dani tukaj, da bomo tudi nekaj imeli. In dejansko nimamo. Torej, mladi, vsaj jaz, če sklepam iz sebe, iščemo neke alternativne dodatne vire zaslužka, kar pa, če potegnemo črto, je potem poleg 8 ur v vrtcu, iti še nekam drugam, še za 5, 6, 7 ur, je naporno in se pozna na dolgi rok. 91% podpora stavki, po mojem, tle najbolj realno izraža dejansko stanje, v katerem smo pač pomočniki vzgojiteljev. Ker to je 91%, to lahko rečemo, da je peščica tistih, ki mogoče so pa rekli, so se opredelili, da stavke ne želijo. Torej, nezadovoljstvo med nami je res ogromno. Torej, zdaj itak ta koronavirus, ki je bil, nam je še malo premešal štrene na vseh področjih, tudi v vrtcu, kot ste že prej kolegici povedali, je izpeljevanje nekega delovnega načrta, ki si ga vsaka skupina, vsaka vzgojiteljica, vsak vrtec zastavi na začetku šolskega leta. Če vzgojiteljice ni, na koga pade odgovornost? Odgovornost pade na nas. Poleg tega, da ja, mi imamo lahko ambicije in si to želimo, ja, se popolnoma strinjam, želimo rasti naprej, se potruditi, zaradi ker imamo tam skupino svojih otrok, s katerimi smo 8 ur na dan, ki nam pomenijo, jim želimo nekaj dati, ker smo se za to odločile, ampak dajmo si roko na srce, kaj bomo za to kaj dobili zraven, ali lahko rečejo hvala, oziroma kdaj še to ne. To presodite sami. No. In poleg tega te dodatne obremenitve, ki so bile zdaj v času koronavirusa, od do smo bile v oddelkih, vzgojiteljice ni bilo, bili so tako imenovani mehurčki, mi smo bili od 6 do 4, vse normative smo kršili, ampak sej boste, ne. Jaz sem prepričana, da mogoče ravnatelji bi še nam ponudili kakšno pomoč, sej tudi oni nimajo črpati iz kje.
torej pač razmerje tle med odgovornostjo dela, med tem, da je delo zahtevno, je lepo, ampak je zahtevno, lahko se kdo postavi na glavo, mi nismo varuške, mi smo vzgojiteljice, mi delamo v vzgoji in izobraževanju, mi ne pijemo kave in gledamo, da se otrok ne bo prekucnil, ampak ga učimo, mi mu prenašamo znanje, mu dajemo možnost, da bo dobil nove izkušnje, iz katerih bo rastel. Če malo poznamo otrokov razvoj, vemo, da je prvih 6 let otrokovega razvoja najbolj pomembnih in vpliva na celo življenje. Ampak mi dobimo še minimalca ne. V prvi vrsti se pač to nespoštovanje kaže do nas, pomočnic vzgojiteljic, predvsem preko plačila. In marsikoga, ki ima potencial, da bi delo pomočnika vzgojitelja, delo strokovnega delavca v vrtcu upravljal res kvalitetno, ga pač to enostavno odvrne od tega in pač se usmeri v neko drugo dejavnost.